Ne vem, zakaj mi morate zmeraj mamo naprej metati, pa biti nesramni. No, če vam po pravici povem, zelo bi bil vesel, če bi šla mama z mano, ker jo imam rad, ker je v življenju veliko naredila zame in še vedno veliko naredi zame, se dobro razumeva in bi bil zelo, zelo vesel, da bi šla mama z mano. Tudi za drug let imava v planu, da greva skupaj v Albanijo, ker je rekla, da bi Albanijo rada videla in jo seveda bom z veseljem peljal, pa ne zato, da bo ona plačevala, ampak zato, ker sem vesel, če preživim čas z mamo. Zdaj taki, ke vi, ke mi pišete take komentarje, pa ste mi verjetno malo navošljivi, ker nimate tako dobrega odnosa s svojo mamo, kot ga imam jaz, in vam potem to gre enostavno na živce. Tako ke, ne vem, glejte, veliko primerov je, ke bi vam lahko povedal primerjavo, ne vem, če ima nekdo slab avto, mu gre nekdo na živce, ke ima dobrega. Ne vem, en, ke ima super postavo, ne, mu je malo navošljiv, eden, ke ima ene 15 kil preveč, tako ke jaz, ne. Tako da tule se verjetno tudi samo za to gre, ne. Tako da, glejte, jaz vam nisem kriv, če niste imeli te sreče, da imate tak dober odnos z mamo, kakor ga imam jaz. Če mislite, da ste vi krivi, vam svetujem, se pogovorite z mamo, pa boste videli, da je to super. Nekateri imate slab odnos z mamo, govorim za moške, ke imate tečno žensko, pa vam mama preprečuje stike, mislim, ne mama, žena vam preprečuje stike, zato ke so ljubosumni na mamo, tako da, glejte, jaz vam res nisem kriv in, glejte, ste poden od podna, da mi takole mamo naprej mečete, ne. Glejte, žalite mene, mamo pa pustite pri miru. Če ste kolikor toliko normalni, bi tako delali. No, saj tako jaz mislim. Dajte pa vi, dragi gledalci, v komentar napisati, kaj vi mislite o tem, se vam zdijo taki komentarji primerni, neprimerni, kdo to komentira, pa stisnite en všeček, pa naročite se na moj YouTube kanal.